besedi vabim Heleno Janežič, vodjo zbirke tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije iz Narodne in univerzitetne knjižnice in avtorico današnje razstave o prepovedani literaturi 1945 do 1991 z naslovom Stop cenzura. Helena, izvolite. Pozdravljeni še v mojem imenu in hvala za besedo. Predvsem pa hvala za povabilo, da sem lahko med vami v vaši sredi in da lahko govorim o stvareh, ki so bile dolgo časa prepovedane, pa so še vedno danes včasih tabu. In prav zato se mi zdi res potrebno, da se o tem veliko govori, piše in tudi mogoče tale razstava, ki si jo boste potem pogledali, lahko malo doprinese k temu, da se to vedenje in ta strah, da se o teh prepovedanih stvarih, da se razblinja. Danes sem razmišljala, kaj bi vam pravzaprav povedala tukaj, in ker vem, da je veliko mladih med nami, sem rekla, bom pa povedala eno zgodbo, ki je seveda povezana z prepovedano zbirko literature, ki jo od leta 1945 naprej hranimo v Nuku in od leta 1991 ni več prepovedana, se razume, ne? Zgodba pa govori o Andreju Kobalu, ki je bil doma iz Cerknega, tukaj prav blizu, pravzaprav par gričev naprej, je bil njegov dom, rodil se je pred Prvo svetovno vojno in tolkli so revščino in potem pa še vojna, z vsem hudim, kar je prinesla. In on je seveda moral pustiti gimnazijo in se je vrnil domov in je delal kot pismonoša, mlad fant pri 15 letih. In kljub temu mu vojna ni ušla. Pri 17 so ga upoklicali, dal je čez vse bitke tja do Pjave, je šel z avstrijsko vojsko in po enem čudežu preživel. In potem, po vojni, je pa prebegnil v novo nastalo državo Jugoslavijo, kajti že takrat je bil obtožen špijunaže. Nato se je pa začela njegova res izjemno zanimiva zgodba, predvsem potem, ko je pobegnil leta 20 po tem koroškem plebiscitu v Ameriko in tam naredil kar 4 kariere. On je res človek, tako kot je rekel njegov sin, da je živel pravzaprav v enem življenju 4 življenja, ker je toliko dosegel in vse te zanimive stvari, ki jih je dosegel kot doktor prava, psihologije, javne uprave in zgodovine, je udejanil oziroma je ubesedil tudi v knjigi Svetovni popotnik pripoveduje, kajti med drugim je bil on dolga leta oziroma je bil tudi tajni agent CIA in eden od ustanoviteljev CIA. In njegova knjiga Svetovni popotnik pripoveduje je verjetno ena najbolj zanimivih v tem skrivnem D-fondu, ki je od leta 1945, kot sem že prej rekla, nastajal v Narodni in univerzitetni knjižnici. In če rečemo, da je bilo uradno v Jugoslaviji, v SFRJ, cenzure ni bilo uradno. Kljub temu so bile 4 knjige slovenskih avtorjev tudi uradno prepovedane, tako da so v uradnem listu zapisali, da je prepovedan vnos in branje te knjige. Več o tem, katere so te knjige, boste si lahko prebrali na razstavi, ampak rada bi poudarila, da pa obstaja velik razkorak med temi 4 uradno prepovedanimi knjigami in 700 knjigami, kolikor se jih je v 45 letih steklo v ta fond. Pridružilo se jim je še približno 140 naslovov periodike, kar pomeni, da je ta D-fond v resnici precej obsežna zadeva. Od leta 1991 je seveda ta literatura dostopna, ampak še vedno veliko ljudi ne ve zanjo, zato sem prav vesela, da sem danes lahko tu s to razstavo,
predstavim vam. Verjamem, da bo marsikdo od vas vse te knjige, ki jih boste videli na razstavi, prepoznal, ampak mladina pa se morda še ni z njimi srečala, tako da morda ravno prek takih zgodb, kot je zgodba Andreja Kobala, bo mogoče začutila zanimanje zanje. Pa če za zaključek dodam samo še to, da je Andrej Kobal napisal še eno drugo knjigo z naslovom Vohun, tajni agent, Slovenec v FBI, po katerem je bil posnet tudi uspešen hollywoodski film. Tako da vas bo mogoče zamikalo, da tudi posežete po kateri od teh knjig in si približate na ta način dolga leta zamolčano in prepovedano literaturo. Tako da še enkrat hvala za povabilo in vas že zdaj prijazno vabim na ogled razstave.